drage dame, dragi gospodje, dragi prijatelji Goethe inštituta. Februarja letos, to je manj kot pred letom dni, sem nastopila delo kot direktorica Goethe inštituta v Ljubljani. V tem času sem že 3-krat imela govor na temo prevajanja. Prepričana sem, da danes ne bo zadnjič. O tem, kako pomembna je umetnost in znanost prevajanja za Slovenijo, veste sami več kot jaz, kot tudi o tem, zakaj je Handke za to deželo tako pomemben. Zato sem se res spraševala, kaj vam lahko danes sploh že povem. Ob tem sem se spomnila, kaj se je zgodilo, ko sem z knjižne police mojih staršev v roke prvič vzela knjigo Petra Handkeja. To je bilo dramsko delo zmerjanja občinstva, Publikumsbeschimpfung. Name je naredilo vtis, saj mi je tudi Beckett zdel neškodljiv. Poleg tega sem bila hitro prepričana, da bi tako kot Handke v Publikumsbeschimpfung morala jaz postopiti svojimi učitelji. To je mojim staršem povzročilo nekaj težav. Zame je bila provokacija tisti element, ki mi je fasciniral in tako je ostalo do danes. Znano je, da je preko provokacije Peter Handke zaslovel v Nemčiji. Ideje drugih, tudi na primer epskega gledališča, so zbledele na račun Handkeve predrznosti. Da rad provocira v Sloveniji, še predobro veste, in ravno zaradi tega je še bolj presenetljivo, da mu je Švedska akademija podelila Nobelovo nagrado. Saj radi stavijo na spravo in politično korektnost. Zato je bila ta odločitev na Švedskem zelo sporna, da ni rečem škandalozna, zbudila je celo nezadovoljstvo. Peter Handke se zaradi tega nikakor ni pustil zmesti, je v svojem Nobelovskem govoru, v svojem lastnem slogu povedal veliko o svoji slovenski materi in njenih doživetjih v Stari vasi in okolici. Zato smo danes na pravem mestu in mu s tem dogodkem čestitamo ob njegovem bližajočem se rojstnem dnevu. Žal nam je, da danes ne more biti z nami, saj smo mu to želeli podariti ob njegovem jubileju. Prisrčno se zahvaljujem vsem udeleženim v pripravi dogodka, sodelavcem knjižnega sejma in javni agenciji za knjige, gospe Amaliji Maček, gospodu Branetu Čopu in gospodu Štefanu Vevarju, Simoni Solina in seveda mojemu neutrudnemu sodelavcu Urbanu Šimfu. Hvala lepa za vašo pozornost. Spoštovani obiskovalci, verjamem, da ste pozorno prisluhnili na govoru direktorice Goethejevega inštituta. Če bi danes Handke bil z nami tukajle, bi mi štirje verjetno globoko dihali, bolj globoko kakor zdajle. Tudi pozdravljam lepo vse 3 goste, že naštete. Pogovarjali se bomo pa tudi o tem, kako sploh Handkejeva besedila prevesti v slovenščino, v čisto en drug jezik, koliko kilometrine imajo prevajalci za seboj in tudi o tem, da moram še nekaj povedati, da imamo na mizi 3 zelo različna dela, roman, romaneskno dramo in pa dramo. Torej bomo tudi o tem povedali, kako se v bistvu prevajanje tako različnih del, v čem se razlikuje, kako se razlikuje. Takole, začela bi kar z vprašanjem, ker imamo malo časa, pa le 3 goste. Amalija, mnogi bralci, bralke berejo večinoma tuje avtorje. Zelo redko se pa sliši
od njih samih, recimo, saj jaz imam takšno izkušnjo, da poznajo prevajalce tujih del. Torej, prevajalec je moral zelo dobro delati, da je neko delo prevedel v naš slovenski jezik, ali kot prevajalka dobite kdaj kakšne povratne informacije od bralcev samih, ali se vam zdi bolj pomembno tisto, kar morda reče urednik? Ja, to vedno radi rečemo, da je najboljši prevod tisti, pri katerem se pač prevajalca ne opazi oziroma samega prevoda ne opazi. Ampak dejansko se mi je že zgodilo, da sem dobila tudi maile, tudi založbe so dobile pisma, recimo pri knjigi Stena, Marlene Haushofer, ki je neko ključno feministično delo, je bil odziv bralk izreden, še leta potem so dobivali na založbo pisma, koliko jim ta knjiga pomeni. In pa tak podoben odziv je bil na Žalost onkraj sanj. Veliko tudi ljudi, ki jih poznam, je pisalo in so mi potem recimo o svoji materi govorili o samomoru koga iz družine in tako naprej. Tako da nekatere knjige so takšne, da sprožijo takšen odziv, ni pa, da bi na vsak prevod človek dobil nek odziv, to pa ne. Štefan, če so Handkejeva besedila skoraj da lirična, poetična, mora seveda takšen biti tudi prevod, ne? Ponavadi stremijo prevajalci k temu, da se čim bolj avtorju približajo do izraza, pa tukaj seveda pride predvsem prevajalčevo znanje, njegova spretnost, jaz bi rekla tudi neka kilometrina, pa vsekakor zelo dobro, pedantno poznavanje tujega jezika in pa lastnega jezika, torej jezika prevajalca. Koliko Handkeja je bilo treba prebrati, da ste ujeli ta duh jezika, duh zgodbe, duh te drame, ali pa kolikokrat izvirnik, ki ste ga prevajali? Ja, torej Handke je v svojih tekstih pravzaprav zelo različen po nadgradnji v svojem slogu, ampak ima pa neko podstat, ki je pa zmeraj nezamenljivo njegova, ne glede na to, česa se loti. No in tega teksta se je pač lotil, ki sem ga jaz prevajal, to je bila drama Lepi dnevi v Aranjuezu, se je lotil zelo lirično in seveda je treba potem v prevodu tudi liričen odgovor najti. To pomeni, da ne prevajaš šolsko, recimo, da daš marsikdaj prednost kakšni asociativni montaži, da je zelo dobro razmerje med znaki in pomeni, da ne ekspliciraš, kar je implicirano, kar je že povedano med vrsticami, skratka, da zmanjšaš število besed služabnic, bi se dalo tem besedam reči. Strokovno je rečeno, da zmanjšaš količino gramatičnega v tekstu, da potem tisto, kar je sporočilo, dejansko markantno zažari in da je tudi za bralca potem lažje dosegljivo in bolje berljivo in tudi poetična oziroma estetska razsežnost potem zraste, ne. To ne velja, kar sem zdaj povedal, ne velja samo za Handkeja, ampak nekako ta arzenal, ta potencial, če ga imaš, te registre, če jih imaš, ne, je treba potegniti iz sebe in to položiti v tekst. Potem pa bo tekst verjetno tudi dobro funkcioniral za to, za kar je namenjen. Recimo, če je to drama, potem mora dobro funkcionirati v gledališču, a ne. Brane, kako ločiti osebo in osebno življenje Petra Handkeja, se pravi, kako ločiti osebno življenje Petra Handkeja od njegovega ustvarjanja, od literature? Se da to narediti ali imate morda raje povezanost z njegovim življenjem, tudi ko ste prevajali tole dramsko besedilo, romaneskno besedilo Še vedno vihar, se pri prevajanju oziroma se je osebnost avtorja vrivala v vas ali ste se posvetili le literarnemu delu, torej tistemu, kar je zapisal? Mislim, da je tole delo eden mojih, če ne kar najbolj intuitiven prevod sploh, kar sem jih delal. Seveda ima tisto formalistično podstat, njegov obračun z družino, njegov obračun z oziroma njegova vnovična ljubezen do družine.
njegova brezmejno pozitivno čustvovanje do matere, ta sehljiva izguba, ki je naredila samomor, ta njegova razklanost med slovenskim elementom pa pravzaprav elementom očeta, ki je, kot vemo, bil nemški vojak po eni strani. Po drugi strani prikimavanje dejstvu, da brez partizanstva na slovenskem Koroškem ne bi bilo odpustka kompletni Avstriji, da se je lahko izkazala kot žrtev druge svetovne vojne, recimo. To je ta struktura. Znotraj tega je pa besedilo kot petarda. To je eno sosledje emocionalnih izbruhov, ki se jih pravzaprav saj zame mora tako biti, ki se jih na enako emocionalen način tudi prevaja. Vmes je izrazje, ne vem, zakaj mi zdaj zveni skozi po glavi, Zippenwind jammer, za katerega sem prosil Lojzeta Vizerja, izdajatelja te knjige, če blagovoli prosim Handkeja vprašati, kaj je s tem mislil, ker Zippen pa Windjammer, Zippe je pač familija v najširšem pomenu, to se pravi hvala lepa, ja, rodovina. Windjammer je pa, kot vemo, iz angleščine ogromna jadrnica, najmanj 3 jambornik. Ampak ker je wind pa jamr še noter, to se pravi veter pa jamranje, to nima več nobene zveze z jadrnico in je bilo treba tle najti en tak slovenski kompozit iz 3. Obenem, ko sva že pri metodi, je to tudi besedilo, za katerega sem bil po oddaji Lojzetu Vizerju še najbolj negotov, a sem potrofil ali nisem potrofil, in dokler se ni oglasil, zakaj imam pa zdaj težave z besedo, Florian Lipuš, hvala lepa, ki mi je pravzaprav tudi pomagal, da je Vizer se odločil, da mi poveri ta prevod, dokler ni Lipuš rekel, jaz tega teksta ne bi tako skrb spravil, kot ste ga vi. V bistvu mi je takrat šele odleglo, kar kaže tudi na slabo prevajalsko samozavest, takrat sem bil krepko čez 50, ampak še vedno do zadnjega trenutka nisem vedel, a je zdaj to ali ni. No, ko sta se pa potem oglasila Edvard Miller pa Ivica Buljan, da bi to rada imela pa še na odru, je pa mislim, da odpadel vsak dvom, sem tle potrofil ali nisem, ne. Ampak če tam ne bi bilo pa Mojce Kranjc, ki je pa naredila tisto ultimativno polituro in iz tega prevoda naredila res profesionalno delo za na oder, svaka čast gospe. Takrat mi je pa pol definitivno odleglo. Je tukaj bil Handke tako prisoten v vas, da ste zaradi tega morda bili malo manj samozavestni, kot bi lahko bili, in kot se je pozneje izkazalo, da niti ne bi bilo treba imeti nobene travme? Seveda je legenda zame. Kljub temu, da smo se spoznali v Radolci, ki nas je skupaj spravil Vizer na eno tako zelo prisrčno večerjo, kjer si imel občutek, da zanj obstojaš v tistem trenutku samo ti, ta izjemen šarm, ki ga ima, to ne vpliva na to, da se človek ne bi pred enim literatom njegovega kova imel malce treme ali... stolično kilometrino ne imel določene treme, ja. Amalija, ta roman, ki ste ga prevajali, ima krepko preko 600 strani. Zanima me, kako ste se v bistvu lotili tako obsežnega izvirnika in ali ste zraven morda tudi kdaj pomislili, joj ne, Žalost onkraj sanj, poskus o norem gobarju, to je bilo krajše, ampak ne vem, če tudi lažje, kako je ta občutek šel, ko ste videli, da je to takšna ogromna zadeva in tudi zelo pozorno, mislim, da ste morali iti čez izvirnik, verjetno ne samo enkrat. Ja, krajše ni vedno lažje, ne, ker naslednja knjiga, ki jo bom prevajala, Petra Handka, je čist tanka knjižica, ki je pa v bistvu ena sama poezija in še ne vem točno, kako jo bom prevedla, tako da mislim, da bo tisto knjigo težje prevesti kot to. Je pa tako, da sem knjigo res poznala že zelo dolgo, torej študentskih let, želela sem si jo prevajati zelo, nekatere odlomke sem že prevedla za radio,
in sem se vedno znova vračala k njej, potem sem jo pa prevajala v bistvu zelo neortodoksno, da sem pač odprla zvečer kar nekje knjigo tam, kjer se je odprlo in sem potem par strani prevedla in potem tako naprej, kar je seveda pomenilo, da sem na koncu imela vmes take prazne lise, mostičke, ki mi niso bili tako blizu in pa celotnih, recimo zadnjih 100 strani mi ni tako več blizu, tako da tukaj sem se pa izredno mučila. In sem zelo vesela, prejle sem videla, mogoče je že odšla Kristina, sluga, moja lektorica, mi je res dejansko, ja, tukaj je še Kristina, hvala, mi je pomagala, res čist, skoraj bi rekla fizično tudi to zdržati na koncu, ker je bil zalogaj in je zelo težko tudi nek pregled na celoto ohraniti in pa še enkrat skositi in sploh dokončati, no, tako da tukaj mi je izredno Kristina pomagala. Roman je izšel, če sem zdaj prav zasledila, leta 1994 že, ne? In pravite, da ste ga vmes prebirali, brali, imeli strašno željo potem, da bi ga prevajali. Zanima me, zakaj ga v slovenskem jeziku lahko beremo, šele sedaj gre le za eno od Handkejevih, skoraj da bi rekla, osrednjih in zelo pomembnih del? To je povezano s tem, kar je prej povedala gospa Landgrebe, s tem provociranjem Handkeja, ne. Torej prav vidi se, če si pogledate njegovo bibliografijo, na začetku so bila vsa njegova dela v roku enega ali pa 2 let prevedena v slovenščino. On je bil izredno pomemben za Slovenijo, dobil je tudi nagrado Vilenica in to je izhajalo pri centralnih slovenskih, če tako rečemo, ljubljanskih založbah. Potem se je moral čez nekaj časa že preseliti na Koroško in tam v bistvu so njegovi prijatelji, ti založniki, ki so si potem še upali kaj od časa do časa izdati. Potem je pa nastal cel vakuum, mislim, da kakšnih 10 ali pa 20 let nihče ni izdajal Handkeja iz te neke zamere glede njegovih političnih provokacij, tako da se zdaj v bistvu vračamo k njemu in odkrivamo dela, ki so bila po svetu že prej znana, recimo Španci, to je zelo zanimivo, vse prevedejo od Handkeja tako, on je tam zvezda, kakšni drugi narodi ga pa pač ne marajo, tako da. Štefan, pri prevajanju drame gre za en čisto torej drug občutek. Me pa zanima, kateri so bili tisti nagibi, ki so vas potegnili noter v dramo. Je bil to ta odnos med moškim in žensko, ljubezen, ta krasna zadeva, ki vrti naš svet, ne? Čeprav mnogi pravijo, da svet vrti denar, ne? Mnogi se pa s tem pač ne strinjamo. Ta čustva, intimnost, kako v bistvu občutljiv mora biti prevajalec kot človek, koliko čustvenega sveta mora poznati ali pa koliko lepega, pa tudi razočaran doživeti v svojem lastnem življenju, da zna prevesti dramsko besedilo tolikšne vrednosti. V pomoč vam je prav gotovo bilo tudi ukvarjanje s psihosociologijo igralstva? No, jaz mislim, da se takega teksta lotiš bolj za svojo intuicijo, kot pa z neko vednostjo širše narave, a ne. Razmerja med spoloma, ki so tle eksplicirana, so univerzalna in so pravzaprav se nas tičejo vseh in se nas tudi vseh globoko dotikajo, tako da v tem pravzaprav ni bilo nič drugače, kot pa če bi prevajal kakšno drugo dramo o razmerju med spoloma, med moškim in žensko, ne. Kar je tukaj drugače in specifično, je to, da se to dogaja v neki splendid isolation, v čudoviti osami, sredi narave, z moški in ženska, ki nista specificirana, imata sicer omejen čas, ampak pri tem pa globinsko vrtata vase, drug od drugega, ne. In pri tem pridejo na dan reči, ki so spet, bi rekel, po eni strani zelo specifične, po drugi strani univerzalne, predvsem pa se nas globoko dotikajo vseh in niso v naših življenjih skoraj nikoli izrečene ali pa, če so izrečene redko. Vsekakor pa ne na tak način. Glede izbire teksta je pa, moram reči, da sem bil samo povabljen k prevodu strani režiserja Igorja Pisona, ki je to pripravil za Tržaški oder.
In ko sem ta tekst videl, se mi je zazdel, da mi je nekako pisan na kožo. Ne. To je zelo liričen tekst, celo didaskalije so lirične v njem. Ne. Tako da se mi je zdelo, da bi se to dalo lepo narediti in odziv je bil zelo dober, moram reči. Zdaj, tale drama je bila odigrana že tam v sezoni 2017-18, ne? Ja. Je, res? Ja. Se pravi, v knjižni obliki smo tole zadevo pri Avstrijaki, ne, zbirki dobili v lanskem letu. Ste sodelovali tudi torej, v tistem prvem prevodu, ne, za gledališče. Ste kaj spremenili do danes oziroma do lanskega leta v prevodu? Ne, niti besedice. Niti besedice. Ne, tekst je šel tak naprej, samo pač zdelo se mi je, da tako dober tekst, da je škoda zanj, da ostane samo v gledališki varianti. Pač se vemo, gledališka uprizoritev je menljiva in neponovljiva. Tudi v arhiv, če jo spravimo na drugem elementu, to ni več ista stvar, to ni več isti medij, to ni več gledališče. In glede na kvaliteto teksta se mi je zdelo škoda, da ne bi nekje šel v knjižni obliki, tudi zato, ker recimo gledališka uprizoritev ne premore didaskalije. Ne? Ja. Tle so pa te didaskalije včasih zelo, zelo zgovorne, zelo poetične, zelo lepe in če so tam umanjkale, pač v knjigi ne bodo umanjkale. Ne? Tako da to je bila potem pa moja ideja in moj angažma, da sem založnika našel in da lahko danes ta tekst tudi beremo. Meni se zdi krasno, v bistvu, da so te didaskalije prevedene in natisnjene zraven, ker se mi zdi, da tekst bralec, bralka bere res čisto nekako posebno drugače, uživi se noter v to sceno njuno, na tistem lepem vrtu, sama sta, ne, in vsa narava je okrog, ne, in potem imamo pa te didaskalije, ki razložijo, kakšni so zvoki, kako so zvoki prišli potem v gledališče. No, sej to, kar didaskalije tle lepo na krožniku prinesejo bralcu, to sta morala na nek posreden način ustvariti oba protagonista, Nataša Barbara Gračner in Ivo Ban, pač na drugačen način, mogoče z gestiko, mimiko, s kakšno besedo tudi, ne, navrženo. Tudi s kakšnim krikom, ne? Tudi ja. No, sej, če smem še stavek o tem. Lahko. V to naravo, to idilično naravo na koncu poseže pravzaprav naša travmatična realnost, ki je pa čisto drugačna od te mile narave. Ja, in za bralca je to kar burno doživetje, ne? Ko se naenkrat znajde v čisto nekem drugem slušnem krogu, kakor prej, ko se vse lepo dogaja, ptički pojejo, ne? In tako. Amalija, ste morda imeli pri prevajanju težave s kakšnimi besedami, mislim prav na določene besede, in to so tisti starinski izrazi ali poimenovanja za določene stvari. Recimo, jaz sem si izbrala kot primer besedo krepelce. Torej, krepelce se pojavi kar čestokrat, mnogokrat v besedilu in sama sem recimo na literarnem krožku starejše članice, bralke spraševala, če vedo, kaj ta beseda pomeni. Zdaj tukaj ne bom razglašala, kaj vse je prišlo na dan. Seveda smo pogledali tudi v slovar, ne, in potem sem jim razložila to razlago, kakor je tukaj noter v romanu razloženo, kaj krepelce je. Kako so bili ti izrazi zapisani v nemškem jeziku in kakšne sposobnosti prevajanja mora imeti človek, da to prevede potem ali pa najde sinonim, podobno stvar v slovenščini? Mogoče bi za trenutek samo se vrnila k knjigi, ki jo prevajal Štefan. To je tudi film bil posnet po tej knjigi, kjer Handkeva žena igra to glavno vlogo, Francozinja, film je v francoščini.
In za to glasbo, ki si jo ti omenil, ki je pač v knjigi posredno prisotna, je poskrbel Nick Cave, ki je dober Handkejev prijatelj. Ne? Tako da mogoče lahko še za film Zanimivosti. malo reklame naredimo. Ja. Glede krepelca moram reči, da se meni zdi to zelo običajna beseda, tako da mogoče je moj besedni zaklad malo bolj starinski. Ali pa širši? Ja, ne vem, Tudi? pač uživala sem v tem, ker Handke ima res bogat besedni zaklad. Tudi glede narave, glede vsega. No? Tako da tukaj mogoče pri nekaterih živalih in njihovih gnezdih in ličinkah in tako, da sem šla kaj preveriti. Spomnim se, da je bila ena beseda, samo se zdaj ne spomnim natančno, kjer sem šla dejansko v Pleteršnikov slovar gledati, kjer sem morala, mislim, da povezati pač nekaj s potjo, pa še z nečem, mislim, če bi vnaprej vedela, bi poiskala. Ena beseda v celi knjigi bila takšna, da sem šla v Pleteršnikov slovar gledati in da sem eno res starinsko besedo uporabila, ki je prej nisem nikoli slišala, zato ker se je pomensko pač navezvala. Drugače pa, ne vem, že ko sem začela prevajati pač pred mnogimi leti, takrat sem v bistvu imela samo Dudnov slovar, nemško-nemški, torej nisem, in takrat še ni bilo spletnih slovarjev, tako da v bistvu sem se samo na svojo slovenščino zanašala, da sem pač v nemško-nemški slovar vedno pogledala, kaj to pomeni, in potem, ko sem dojela, kaj to pomeni, sem v svojem besednem zakladu našla slovensko, tako da nisem velik prijatelj slovarjev. Brane, 3 generacije koroških Slovencev se srečujejo v knjigi Še vedno vihar. Spremljamo dogodke skozi čas, ki je bil za koroške Slovence zelo pomemben. Kot smo že prej rekli, potrebno je poznati kar precej zgodovine, ne? Odlokov, politične razmere, razmerja, raznih dogodkov, tudi takih manjših, ne? Ki se jih mi, ne vem, ne učimo v šolah, razen če ne študiramo potem morda ravno zgodovine naprej. Ne? Pomembno je tudi ta točnost dogodkov, točen čas poteka, koliko raziskovanja ali pač ne toliko je bilo potrebno posvetiti tej tematiki. Torej sami zgodovini in dogodkom na Koroškem med drugo po drugi svetovni vojni. Imel sem to srečo, da sem mogoče zadeve nekoliko bolj ad fontes doživel, ker sem začel v Celovcu z osnovno šolo, potem pa po kratki pauzi nekaj let zaključil svoje celovško obdobje še z maturo na slovenski Koroški, na gimnaziji za Slovence v Celovcu. Tako da določene stvari so mi prišle noter pravzaprav intravenozno, dejstva okoli plebiscita, ta značilna mentaliteta, pravzaprav tudi ta revščina, ki je eno od grozljivih gibal tega vseh teh 3 generacij. Seveda ta katastrofičnost, ki jo je povzročil plebiscit, tedanja, no, kako bi človek rekel, nezmožnost se odločati drugače, kot so se odločili, tako so se pač odločili, tak je bil potem potek zgodovine. Potem ta gladki avstrijski zdrs z Anschlussom na takrat na videz pravo stran. Vse to dela kaotično, kako bi rekel, noben potek tukaj ni gladek. Tle niso desetletja miru, desetletja, ko zadeve tečejo normalno, desetletja, ko ni neke hude suše, ko ni neke hude zime, desetletja, ko ti nekdo ne umre v vojni. Te stvari tle noter čutim, no. Ta spretrgana, nekako, ko bi šel voz po mačjih glavah zgodovina in take so tudi osebne usode. In v to družino pretepeno pravzaprav od zgodovinskih pa od notranjih dejstev, pa te nesrečne odločitve mati med vojno, nemški oficir in tako naprej.
niso enostavne stvari. Kako ste se pa znašli s časovnimi preskoki? Enkrat je Handke v bistvu, lahko rečemo, ne še otrok, enkrat je že odrasel mož, enkrat sreča svoje starše, stare starše. To jemljem pravzaprav čisto kot njegovo metodo, kot en tak prijeten prijem, kot eno tako šokiranje mogoče publikuma oziroma bralstva. Zelo duhovito, on se na začetku pojavlja pravzaprav, ki je najmlajši pred svojimi predniki kot najstarejši, tudi čist drugače oblečen po evropsko, ampak ko bi rekel, bodite pozorni, zdaj se bo tlele še iz tega nekaj razvijali, nekaj se bo izcimilo. Se pravi, kot govorec nemškega jezika že od otroštva naprej verjetno tudi ni bilo težav pri razbiranju dvojine od množine, kadar so navajane osebe, mi dva, vidva, mi, oni. S tem ni težav, ker so navedbe zelo natančne. Včasih pa s svojimi vložki v slovenščini tudi, no, mogoče ne bi rekel glih pomaga, ampak Handke kot avtor, ampak sem pa tja zakliče, tako kot na koncu cel oder kliče, da obvlada seveda tudi slovenščino. Štefan, en kratek navedek iz drame. Kje je skrito moje ljubezni vredno? Pokaži mi kraj, kjer si skrit. Zame, žensko, je vsakdo tujec, brez izjeme. Na prvi pogled mogoče sovražnik in že dolgo nobena silhueta več. Nobena mogoča. Kako ste se vživeli v ženski lik? Ja, v ženski lik se to ni mogoče čisto vživeti. Ostaja večna enigma, ne? In tako jo slediš kot večni enigmi. Skušaš jo odkleniti, ampak se ti izmikati, kako se izmika temu moškemu, ne? In tudi, ko ona poseže van, se on izmika njej. In na nek način je to prispodoba naših univerzalnega medsebojnega odnosa med spoloma, ki si pride do dna, do določene stopnje, ne? Od tam naprej pa zelo težko. Mogoče to je ugibanje sicer, če je Handke to hotel povedati, ne? Ampak gotovo lahko tudi to razsežnost, zdi se mi, razberemo iz teksta. Večkrat dobimo njen odgovor v enozložnicah in on jo pač še vrta in sili vanjo, ne? Povej, kaj več sva se ja dogovorila, da enozložnice niso odgovori. Kako ste se tukaj znašli, da ste ujeli ta ritem? Ker nekateri odlomki so pa zelo, zelo dolgi. Ja, se ti Handke vse položi k nogam, pravzaprav, ne? Treba samo to znati izreči oziroma preobleči v to strukturo preobleči v drug jezik, ne? Tako da v bistvu, da bi se problemsko s tem ukvarjal, bom rekel, da ne. Ampak seveda slediš pa temu zgibom in takrat, ko bolj interpretiraš, kot rekonstruiraš v prevajanju, in to je večinoma, takrat slediš pa te intuiciji in se kakšne prevodne odločitve gredo v smer tipanja, ki je mogoče rahlo mimo dobesednega, je pa, ko čutiš, bliže globinskemu pomenu. Oziroma, ja, globinska struktura je važnejša od površinske v prevajanju, ne? Tisto površinsko je povedano v besedah, globinsko je pa konotacija skrita med vrsticami. Tako da, no, nekje tle se gibljem. Sem se gibal. V redu. Amalija, poleg glavnega lika v romanu Moje leto v nikogaršnjem zalivu, Gregorja Kevšnika, ki je, tako razberemo potem, ne, če beremo in če nič ne preberemo o romanu prej, nekako že vemo, da je to pisateljev alter ego, ki pa tudi Gregor Kevčnik ni, ne, potem izvemo, vsega ne bom izdala, no, zelo zanimivo je to. Ima roman še en kup drugih likov, teh prijateljev, ki jih ta pisatelj spremlja jih pa zato, da bo lahko iz vsega tega, iz njihovih potovanj tudi sam doživel neko preobrazbo, ki pa zajema tudi hrepenenje po pripovedovanju. Ti medsebojni odnosi
odnosi med njimi in avtorjem so nekako tudi na prvem mestu, sploh v tem drugem delu romana, je bilo ukvarjanje z vsemi temi osebnostmi, njihovimi lastnosti težko, ali vas je to prav navdušilo, da je to ena množica različnih oseb, hkrati pa so zelo podobni tudi pisatelju. Ja, v zadju teh prijateljev so dejanski prijatelji Petra Handke, za nekatere se celo ve, po kom je recimo se zgledoval, seveda pa on to potem literarno obdela in res je veliko njega v vseh teh likih, ne. Do neke mere je roman avtobiografski, ker dejansko je Handke bil takrat nekaj časa prav brez doma, torej potoval je po svetu in v bistvu ni imel doma, šele potem tik preden je napisal to knjigo, se je ustalil v predmestju Pariza, kjer še zdaj živi in govori v bistvu o tej izkušnji, da si res potoval toliko časa, da ne moreš več in potem se je odločil, dejansko tudi Handke in ta lik v romanu, da ne bo potoval, da bo eno leto samo v tem majhnem predmestju in ker pač ne more brez potovanj, da bodo potovali njegovi prijatelji namesto njega, ne. Zdaj, kot rečeno, za nekatere prijatelje se ve, kdo so in jih lahko identificiramo, je pa izredno zanimivo tudi to, kar sta prej omenila s Štefanom, ne, to njegovo vživljanje v ženske like, ne. To je prav nekaj, kar je za Handkeja značilno in v bistvu, če se tako površinsko samo govori o njem kot provokatorju ali karkoli, se to spregleda, ne, kako senzibilen je on in do narave in do sebe, kako je iskren, kako je samokritičen, kako se v bistvu razgalja, ampak po drugi strani pa tudi nek ta izreden instinkt za ženska vprašanja in tukaj recimo za Žalost onkraj sanj, kjer se on, ki zelo rad avtobiografsko piše, čisto umakne v ozadje in ta njegova mama nastopi kot glavni lik, je tudi Diana Matkovič, recimo pisateljica, je rekla, to je pa najbolj feministična knjiga, kar sem jih kdaj prebrala, ne, tako da tega ne smemo. Sploh od moškega avtorja, ne? Ja, od kogarkoli, ne, tako da on ima to izredno močno, to senzibilnost, to žensko plat, tako da je tako večplasten, da ne moramo ga samo ukalupati z eno nalepko. Ja, v tem romanu v bistvu pa tudi sebe postavi zelo v ospredje, veliko pove o sebi, o svojem dojemanju drugih ljudi, narave, tudi tistih, ki sobivajo v njegovem kraju, kako so si odtujeni, ne. Eno leto spremlja celotno življenje, ne, in ga potem ne po zapiskih, ampak po spominu napiše in nekje, ne, tudi takole reče, kdo je tu protagonist, vi ali jaz? Torej, kdo je sedaj bolj pomemben v romanu? Je Handke sam? Mislim, da je najbolj pomembno to vprašanje pisanja, ne? Kakšne pogoje rabiš, da lahko pišeš, kakšno okolje rabiš, da lahko pišeš, in pa vedno ta strah, da mu bo nekako zmanjkalo besed, da mu bo zmanjkalo tem in tako naprej. Tako da to je v bistvu pisava, literatura sama je glavni protagonist tega romana. Ja. Ja, in tisti, ki smo navdušeni bralci, smo se tudi prebili do konca, ne, in tako lepo, počasi, poetično, resno, z enim velikim užitkom, tako da tisti, ki boste brali Moje leto v nikogaršnjem zalivu, nikar se ne ustrašite teh 651 strani, bi rekla jaz. Vi, Amalija? Ja, jaz mislim, da ni treba te knjige brati v celoti, oziroma ne od začetka do konca, ampak je to res neka taka knjiga, v kateri je vse noter in da je dovolj, če tudi nekje, tako kot sem jaz prevahala, samo odprete na neki strani, preberete 3 strani, pa potem spet čez kakšen mesec naprej. Tako da mislim, da je ta knjiga bolj tega tipa. Aha, se pravi, je knjiga, ki jo moramo imeti doma, da jo lahko večkrat vzamemo v roke. Brane, še nekaj, poleg same zgodovine je v dramskem romanu še vedno vihar zelo poudarjeno, to je slovenski jezik. Bom prebrala kratek odlomek, 3 stavke. Nas ne bodo odvadili slovenščine, še bolj kot prej bomo zdaj častili naš materin jezik. Kar nam je dala mama, nam ne bo nihče iztrgal, kar smo, to smo. In nihče nam ne more predpisati, ti si Nemec.
koliko tega slovenstva, zavedanja, kulture, drugačne kulture koroških Slovencev od drugih Avstrijcev se čuti v knjigi. Zelo zaguljeno vprašanje. Citat, ki ste ga izbrali, pravzaprav prekipeva od patetike, ampak je obenem tako resničen, da je to prav hudo. Ne? Ja. Jezik. Marsikateri koroški Slovenec se je prodal v nemštvu in prosperiral. Tudi s tem se ukvarja knjiga. Če si ti odklonil svojo nacionalno identiteto, si imel bistveno manj dela z napredovanjem pa z biti čislan na avstrijskem Koroškem. To je do neke mere verjetno še danes res. Obenem koroške Slovence, naj se to sliši tako banalno, tepe neverjetna različnost treh prevladujočih dialektov, podjunskega, zilskega pa roškega. Ta različnost gre celo tako daleč, da če otroci iz teh koncev niso šli skozi osnovne šole ali pa kot krona vsega, če niso šli skozi koroško gimnazijo, se bodo ti otroci vedno vlačili na to ven, da se med seboj ne poznajo, ne razumejo, ker vsak komunicira s svojim dialektom. Tako da, no, recimo, eden od šokov zame na koroški gimnaziji, tam v sredini 70-ih je bil, da se v pavzah otroci, slovenski Korošci, pogovarjajo v koroškem nemškem dialektu, kot nekaj popolnoma normalnega. Tako da, ja, odločitev za jezik je za nas samoumevna tukaj v naši lepi varni Ljubljani. Na Koroškem pa pravzaprav ni. Dejansko ni. Štefan, še eno vprašanje imam. Nekaj smo že slišali o tem, kako se sama drama drugače prevaja od romana, od dramskega romana ali pa od neke poezije. Želela bi slišati to primerjavo izkušnje prevajanja drame in recimo romana ali pa celo poezije. Zdaj, če ne ostanemo samo pri Handkeju, lahko gledamo tudi širše o prevodih iz nemških izvirnikov. Ja, mislim, da je treba dramo še bolj izčistiti vsega gramatičnega, se pravi vsega besedja, ki je tam odveč, oziroma ni odveč v celoti, ampak mogoče ga minimalizirati. Ne? Zato, da, kot sem že prej rekel, da tisto, kar je sporočilno, da močneje, bolj markantno stopi v ospredje in da potem to ustvari veliko večjo razumljivost besedila, ker razumljivost je osnova vsega, že tudi, če je tekst natisnjen, ampak v gledališču je pa ta imperativ še toliko močnejši. In se pravi, še z bolj precizno rabo stilnih sredstev to dosežemo, in tudi z glasnim branjem, da vidimo, a ni preveč oziralnih odvisnikov, a se da kakšno oziralni odvisnik drugače bolj poljudno povedati. Skratka, izbrati bolj naravno govorico, ne šolske govorice. Ne? Šolska govorica je zelo pravilna govorica, ampak običajno takoj je tudi malo izdajalska v tem smislu, ker vodi stran od naravnega jezika. In zdaj, če je tudi stavek, recimo, zapleteno povedan od neke osebe, se da vse sporočilo zajeti in da se ga vendarle pove enostavno. Tako, da poslušalec oziroma gledalec drame verjame, da je bil res tako izrečen. Ne, da ga mora on to bi bilo treba pravzaprav tako preprosto povedati. Ne? Oziroma preprosto sporočilo tega kompliciranega stavka je pa tole in tole. Ne? Nekako v to smer grejo rešitve pri prevajanju. Pa recimo, kot sem že prej tudi malo namignil, tam, kjer je stvar zelo šolsko delujoča spet, pa ne mislim, ste nič slabega, samo nenaravno zveni, je včasih treba si pomagati z eliptično montažo. Se pravi, stvari so jasne, stvari so implicirane, glagol ni treba ponoviti, bil je že prej povedan, naprimer, ne? Postavimo samo določene konture in to zadošča. Deluje prepričljivo, naravno, to je pač neki zakonitosti, tako na hitro, ne? Če je hiša na bregu, ne, vejca veje
zapičene v nebo, ta stavek ne potrebuje nobenih glagolov. Če jih dodamo, smo ustvarili šolski način pripovedovanja in to ni več dober za dramo. Ne? Komu bi pa, Štefan, še eno vprašanje, kratko, komu bi pa, tako čisto zdaj malo presenečenje, ne, z vprašanji, komu bi priporočil to dramo v branje? Komu bi priporočili, no, da bi bral? Lepe dneve v Alcatrazu. Ne samo, tukaj se izogniva gledališčnikom. Vsem, bi rekel kar vsem, ne glede na spol, Ja? tudi ne glede na starostno dobo, vsem, ki imajo neki senzibilnosti do literature. Mislim, da lahko ta tekst deluje pri vseh. Samo da niso popolnoma zaprti za literaturo. Ne? Pa še tole bi vprašala, ampak v Španijo, v Aranjuez se pa niste napotili? Ne, to pa ne. Mislim. Amalija, vi v Pariz oziroma njegovo zaledje, malo bomo zaokrožili še po prostoru. To je taka žalostna zgodba, ena stvari, ki mi je najbolj žal v življenju. Enkrat sem pisala eno razglednico Handkeju, da prihajam na neko konferenco v Pariz. Napisal mi je zelo prijazno pismo nazaj, začetek je bil celo v slovenščini in me je povabil k sebi domov. Napisal telefonsko številko, naslov, vse, ampak to pismo je do mene prišlo, ko sem že prišla iz Pariza nazaj. Tako da to je ena od stvari, ki jih najbolj obžalujem v življenju. Upam, da se bo še izšlo, da ga kdaj obiščem. Samo nekaj sem želela se navezati na to slovenščino. Handke je večkrat rekel, da je njegov ritem, melodija njegovega pisanja slovenska. Torej on ne piše v slovenščini, ampak ritem pa je, in tudi jaz sem to čutila, da nam je tole izredno sorodno. Pač, ni bilo težko, kljub temu, da je zelo zapleten tekst v nemščini, ampak ima neko slovensko melodijo dejansko. Ne? In mogoče bi samo na hitro omenila predzadnji nagrajenec Vilenice Jozef Winkler, ki je tudi prijatelj Petra Handkeja in ki je bil zaslužen za to, da je Florian Lipuš dobil avstrijsko državno nagrado, čeprav ne piše v nemščini, je zdaj ravno kar dobil na Koroškem še Einspielerjevo nagrado za zavzemanje za slovensko književnost in on je rekel, v vseh slovanskih, torej tudi v slovenski literaturi, gre vedno za res, torej gre vedno za preživetje in da v bistvu preko koroške literature in bi rekla tudi preko Handkeja to prihaja tudi v avstrijsko literaturo in zato tudi avstrijska literatura malo bolj eksistencialna, malo bolj resna, recimo, če lahko temu rečemo, kot nemška. Ne? Tako da to se mi zdi izredno pomembno, pri Handkeju vedno za nekaj gre in gre za res. Gre za res. Kako za res je šlo, Brane, z dramsko uprizoritvijo Viharja v ljubljanski drami? In še pod vprašanje, je morda čas za to primeren, da bi se ta dramska uprizoritev še vedno Vihar vrnila na odrske deske? O slednjem seveda ne morem absolutno ne presojati. Ivica Buljan je postavil nekaj popolnoma fantastičnega na oder. Že tista hermetična postavitev v tem zaprtem skednu in ko je obrnil odrski prostor, ko je zamenjal oder z auditorijem, z oddelkom za publiko, je naredil, ne vem, en tak prijeten obrat, kakršen ga je recimo časovno naredil tlele noter Handke, eno izjemno adekvatno postavitev je izbral. Drugač pa aktualno je mogoče tole besedilo in vredno ponatisa ali pa ponovne uprizoritve tudi zaradi tega, ker je tole, ko bi rekel, to blago politično sporočilo, če banaliziram, kdo je bil v drugi svetovni vojni zmagovalec in kdo je bil drugi, tukaj je zelo eksplicitno postavljeno. In kako je recimo en slovenski upor pomagal kompletni Avstriji, da se je izvila iz spone kolaboranta. To so stvari, ko so tlele na en tak eleganten, literaren način povedane. Ne vem, zakaj to spet poudarjam, ampak zdi se mi ekstremnega pomena.
in bi bilo kar prav, da dobimo še kakšno, morda tudi novejšo uprizoritev, kot tudi Aranjueza, te krasne drame o medsebojnih odnosih med moškim in žensko. Včasih sem si poleg branja teh dveh dram predstavljala še moje leto v Nikogaršnjem zalivu, tega popotnika, ki potuje. Jaz pa vam trem, ker moramo žal končati, govorili bi lahko še in še. Torej, draga Amalija Maček, dragi Štefan Vevar in Brane Čop, vsem trem najlepša hvala, ker ste bili moji sogovorniki. Zahvaljujemo se tudi seveda direktorici Goethe inštituta za krasen nagovor in seveda Društvu književnih prevajalcev slovenskih, seveda, da smo lahko bili tule. Vsem trem želim še mnogo odličnih izvirnikov in še bolj odličnih prevodov. Hvala vam in srečno na prevajalski poti še naprej.